Lahko jaz, Matija Masnak z televizije Slovenije, mogoče za gospo Jerajevo, ko govorite o teh 71,000 podpisih, ne, da so bili zavedeni. A se vam je kdo to pretožil, kdo od teh podpisanih odstopov ali na podlagi česa šli do tega sklepa? Dobili smo iz... Prosim. Zdaj ga imamo v dvorani to, no, ampak lahko tudi prinesem. Dobili smo od gimnazije Ravna na Koroškem, dobili smo dopis iz gimnazije Rudolfa Majstra iz Kranja. Potem, jaz sem si šla tudi sama pogledati, ne, in zato sem to tudi komentirala, imate noter, ker sem si šla pogledati podpise, ne, premogovniki, Trbovlje, mislim, se to je vse v redu, vse je Kranj, vsak lahko podpiše, ampak je vseeno malo čudno, da je tam smis očitno zelo aktiven. Imam pa v dvorani še, no, ker še nekaj podpisov je bilo. Zanima me, glede na to, če v teh podpisanih, ne, če je kdo, ki se zdaj odstopil tega, če je bil zaveden. Ja. Mislim, ko govorite... Javno ne, ampak stvar se je začela takrat, ko so te podpise pač predstavili tako, kot so jih, ne. Sej zato smo tudi mi dobili kakšna pisma, ne, na Poljanski gimnaziji, no, sem še pozabila, so tudi dobili v bistvu vodje oddelčne skupnosti razdelila dijakom, ne. S tem, da so povedali, da pač niso imeli izjave oziroma tega pisma pred sabo, ampak samo razpredelnico, v katero so se opisali. Sej o tem, ne, kaj podpišeš, najbrž bi tudi lahko kaj rekel, ampak če so podpisali, dejansko podpisi tam so, ampak zato se nam zdi, no, malo nepošteno, da v bistvu se zdaj to, kar predstavlja neko, ne vem, kakšno široko javnost, ki je proti obema zakonoma, če pa imamo tudi drugačen podatek, ne, da niso bili pravilno obveščeni, korektno, no. Smo spet slišali pozicijo, da se finančna sredstva manjšajo, da se manjša delež BDP za šolstvo, kar je slabo in da je to ta popotnica vlade in vse, kar se je dogajalo v sprejetju teh dveh zakonov, vključno z vami, ki ste vodili te seje, da je čisto politikanstvo. No, tukaj je pa treba to povedati, ker sem prej povedal že v dvorani, očitno, pač nisem imel priložnosti tega slišati. Namreč oni tukaj tako lepo manipulirajo kot v unem primeru. Zadeva je pa naslednja. Veste, da v minulih letih je bilo obdobje, ko so se zbirala posebna sredstva, po domače smo temu rekli šolski tolar, ki so bila namenjena investicijam na tem področju. Na tej osnovi se je zgradilo zelo veliko, približno se govori o 400 novih šolah, in seveda ta sredstva so bila na postavki tega ministrstva. In kaj je, do česa je potem prišlo? Danes, ko se to gleda, se sešteva tisto, kar je šlo takrat za investicije in tisto, kar je dejansko izvajanje programov. Seveda, nam ni treba zdaj še enkrat 400 šol zgraditi. Jaz upam, da se vsaj okoli tega strinjamo, da če nekje stoji krasna nova šola, ni potrebno zraven še ene postaviti, še posebej zato, ker je otrok vse manj. In mimogrede marsikatera od teh krasnih novih šol je zasedena minimalno, imamo šole, ko hod 5 in celo v enem primeru samo 3 otroci, pa stoji osnovna šola tam, ne. Ampak tudi to pač financiramo v sistemu javnega šolstva, ker pač želimo tudi na ta način oživljati in krepiti vse dele Slovenije. Tisto, kar je torej treba gledati, je koliko gre v posameznem obdobju zares za tisto, kar doživlja neposredno otrok. Torej za izvajanje programa, če želite, za izobraževanje tega otroka. Se to je ključen namen šole. In ko pa gledamo program, je pa seveda situacija popolnoma jasna. V sedanjem obdobju se na otroka namenja za program, za njegovo učenje, več kot tretjina več sredstev kot v minulem obdobju. Celo če upoštevate inflacijo v zadnjih 3 letih, je ta višina še vedno več kot četrtino večja kot v minulih obdobjih. To se pravi, opozicija, ki s tem tako vehementno manipulira, s tem samo prikriva lastno sramoto, kajti dejstvo je, da je otrok danes, če pogledamo količino sredstev, ki so namenjeni zanj, za četrtino na boljšem, realno četrtino na boljšem, nominalno pa celo tretjino, kot je bil v minulem obdobju. To lahko preverite, to ni noben problem, saj so številke v objavljenih gradivih o proračunu.
Seveda, spravim, investicije so pa drugo, ampak te investicije so bile enkratne, saj šol najbolj ne bomo še enkrat gradili. Vojčnjašek, bi se vrnil k vprašanju referenduma. Glede na to, da so tudi sami ugotavljali, da je razprava postala predvsem politična. Se ne bojite, da leto pred državnozborskimi volitvami, da bo morebitni referendum pomenil bolj kot odločanje o samih zakonih, dejansko pač odločanje o tem, ali volivci podpirajo vlado? No, jaz osebno moram reči, da potem, ko smo imeli priložnost javnosti predstaviti ključen dokument, ki razgalja vso nesramnost do lastnih volivcev, s strani SD-ja in ostalih v opoziciji, potem mislim, da bi bil ta referendum prav zanimiv v luči prihodnjih volitev, ker bi imeli oni z lastnimi volivci neverjetno velike težave. Kako jim bodo razložili ti gospodje, ki so zdaj toliko upili, kaj vse pomeni v zvezi s 100% financiranjem šol s ozadjem katoliške cerkve, da so sami uzakonili 100% financiranje za šole z ozadjem katoliške cerkve. To bo izredno zanimivo. Zato sem postavil javno vprašanje, jaz tudi upam, da bodo na nje javno odgovorili. Še enkrat jih lahko ponovim, če želite. Naj pojasnijo, kako je bilo s tem, ko so oni izglasovali 100% financiranje za obe največji šole z ozadjem katoliške cerkve, kako je z ločenostjo cerkve bilo od države. A so jo močno poškodovali, kaj so s tem povzročili, naj pojasnijo to z tega vidika. Potem naj oni pojasnijo, kako so oškodovali javno šolstvo s tem, ko so omogočili 100% financiranje zasebnih šol. Poleg teh dveh največjih s cerkvenim ozadjem je seveda tukaj še Valdorfska šola, ki ima tudi 100% financiranje programa ravno tako uzakonjeno s tem istim zakonom. No in naj pač pojasnijo potem še vse ostalo, o čemer so govorili v minulih tednih, komu so s tem plačevali kakšne usluge, pa seveda, zakaj pravzaprav so vse to počeli. Predvsem jim pa to pojasnijo, kako jih zdaj pozivajo, naj glasujejo proti temu in to navajajo kot ključen argument, kajti gospod Potrč je izrecno navedel 100% financiranje šol s ozadjem katoliške cerkve kot ključen argument za referendum, ob tem, ko tudi če bi na referendumu bila ta zakonodaja zavrnjena, bo to še naprej potekalo, ravno tako kot doslej, ker smo to podedovali od njih, zato ker so gospodje iz SD in LDS in SNS sami to uzakonili pred 10 leti in gre torej za pridobljeno pravico, s katero smo mi soočeni. Še nekaj o referendumu, vse na to sem tudi v razpravi opozorila. 16.c člen pravi, da bo referendumsko vprašanje lahko oblikovano samo tako, ali ste zato, da se uveljavi zakon ali ne, in to zna biti problem, zaradi tega, ker s tem zakonom mi urejamo tudi pogoje, torej stopnje, izobrazbe, ki jih morajo imeti učitelji. In če bi referendum, če pač na referendumu zakon pade, potem veste, da eno leto v bistvu nimaš, ne sme državni zbor nobenega podobnega zakona sprejeti, ki bi bil mogoče v nasprotju s tistim, kar se odloči na referendumu. Tako da tukaj se veliko stvari za vprašati. No in prej sem tudi povedala, da imamo še vedno predmetnik veljaven v zakonu, ki ni enak tistemu, kar poučujemo v šoli, ker je 9-letka drugačne predmete uvedla in verjetno bi bilo ta neskladja treba čemprej odpraviti, ne pa, da bomo zdaj mogoče še leta čakali. Tako da nam očitajo, da bomo mi pač krivi, če se bo zgodil referendum in če bo karkoli na referendumu narobe. Jaz mislim, da tukaj bo le morala tudi opozicija povedati, prevzeti pač svoj del odgovornosti.